Dobro jutro in lepo pozdravljeni v 5. oddaji Preglednik, ki dokumentira dogajanje na 18. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Vesne so pred vrati. Danes bomo pregledali petkovo dogajanje. Ob 13. uri so se predvajali filmi v sklopu kategorije Kratki film 2. V petek ob 13. se je v sklopu Kratkih filmov 2 predstavilo 7 novih filmov. Predstavili so se filmi Sošolki, Vdih, XYX, Poletne basni, Zunaj, Meduze in Putevi režiserja Petra Cerovška. O filmu Zunaj, v katerem igra Anja Novak, pa sem se pogovarjal z Jušem Premrovom. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kje je nastala ideja za film? Pa film ima eno najbrž globoko metaforo, če lahko malo poveš o tem. Okay, ideja je nastala tukaj v Portorožu pred 2 leti. Od v bistvu vsega, kar sem videl na festivalu, se mi zdi, da se je začel pol to kuhati in je trajalo nekaj časa, da se je skuhalo to, kar je pol nastalo. Globoke metafore po moje, da ni. Oziroma lahko je vsak najde svoje noter. Ob 15. uri je prav tako v glavni dvorani potekala projekcija Dokumentarni film 4. Se še spomnite, kako je bilo, ko ste bili mladi? Se še spomnite, kako je bilo vse bolje? Se še spomnite, ko ste bili v vojski? Kako ste švercali stare računalnike? Se še spomnite, ko ste bili še moški? Srečna, da bom še lahko uživala v seksu. Včasih, ko sem bila moški, sem tudi naredila kakšno avanturo. Ravno o spominih v Jugoslaviji govori v filmu Božja napaka ženska, ki se je rodila v napačnem telesu, Salome. Igrica, za katero sem se pa res navdušil, je bila pa Etika Tek. V drugem filmu Tehnika ljudstva pa se spominjajo računalništva v Jugoslaviji, pionirji tistega časa. Ki sem strastno igral. In to je edina igrica, ki sem jo v življenju obrnil. Stopam, tam me že čaka prijatelj, jaz mu dam pasot, pet šibe v Ljubljano spizdi. Jaz bom pa še tle počakal, da vidim, če se da v računalnik še rešiti. Naša generacija, vsi smo imeli neke izkušnje s tem. Recimo moja generacija smo se igrali največ igric, tako da nisem imel izkušnji iz programiranja, hekanja in švercanja. In prva stvar, ki jo carinik naredi, vzame papir in ga začne gledati proti luči. Prva stvar, mene je že zmrazil. Jaka je imel tudi neke ideje o igranem delu, kako se dva otroka igrate igrice, pa smo to hitro pozabili, ker nismo imeli denarja za snemanje tega. Ob 17. uri je potekala kategorija Kratki film 3. V petek 18. septembra smo si ob 17. v sklopu Kratki filmi 3 ogledali film Mario je gledal morje z zaljubljenimi očmi, film Petra Bratuše 2.1, film In je takoj večer in film Stopnice režiserja Miroslava Mandića, ki mu humor ni tuj. So kakšni avtobiografski elementi noter, ali se samo meni tako zdi? Pa toliko je osebna, da je kar privatna, tako da mi je malo nerodno. Že tle, kako se reče, perem gate pred vami, pa zdaj, da govorim o tem, ne bi. Zelo je osebno, ja. Bomo zvečer lahko osebno mogoče vprašate, če bo na voljo režiser. Ti, ne. Bomo videli. Pusti me. Hvala. Po končani projekciji pa smo se pogovarjali tudi z režiserjem Petro Bratuša, ki je režiral film 2.1. V glavnem, seveda, meni to, kdo igra, strašno pomembno in iskal sem nekega človeka, ki bi imel to ekspresijo, ki ima bolj veselko. Za določenih igralcev sem vedel, da hočem z njimi delati, ker sem tudi vedel, kaj lahko od njih dobim. Jaz se drugače gledam zelo na ta način, da sicer seveda igralci imajo tekst, ampak ga potem skupaj ali pa oni sami še enkrat napišejo tako, kot se njim zdi.
In zato imam rad igralce, ki so kreativni, ki ta input hočejo dati noter. In igralce, ki razumejo to svojo vlogo, ki imajo neko empatijo do te teme. Na slovensko premiero koprodukcijskega filma Zenit je prišla tudi ministrica za kulturo gospa Julijana Bizjak-Mlakar, ki si je nekaj časa vzela tudi za nas in vas. Zanimalo nas je, katere filme si je ali si bo uspela ogledati in na kak način si prizadeva za čim manjše reze v proračun slovenskega filma. Dober večer. Zdravljeni. Sliko smo pred portoroškim auditorijem, kjer naš novinar Aljaž Bastič... No, to ni seveda Aljaž. Da, to sicer ni Aljaž Bastič. No, kaj pa je to ponagajalo našim kameram? No, dajmo, poglejmo, tako je, to je že bolje. Tukaj vidimo Aljaža Bastiča, ki čaka na ministrico za kulturo Lilijano Bizjak-Mlakar. To pa že prihaja njihov vladni avtomobil BMW, novi. Tukaj vidimo tudi direktorja Slovenskega filmskega centra, Joškota Rutarja. Čaka na njo. Voznik je vstal, gre hodi do vrat. In zdaj je odprl vrata. In tako prihaja ven. Tako? Da, to je ona. Po nogah sem jo prepoznal. Prepoznal sem jo. No, dajmo zdaj besedo Aljažu. Kako ocenjujete biro letošnjega festivala slovenskega filma? Ja, mislim, da so se kar zelo potrudili in da imamo spet pred seboj nekaj zelo dobrih filmov, tako da upam, da bo tudi izbor potem vse te nagrade, torej da bodo res, verjamem, da bodo prišle v prave roke in da bomo spet lahko ponosni na to, kar so naši ustvarjalci ustvarili. Kako pa to, da se niste uspeli dogovoriti, da 3,3% zmanjšanja financiranja za Slovenski filmski center oziroma slovenski film ne bi bilo? Kdo pravi 3,3%? Koliko bo pravzaprav res, to bomo šele videli, ker namreč stvar je takšna, da je proračun bistveno bolj, torej kar se tiče rezov, ki so trenutno predvideni, so bistveno večji. Tako da bi bila jaz zelo vesela, če bi šlo samo za 3,3% rezanja v proračun. Je že znana informacija, za kakšen rez bo šlo? Ne, ni znana. Danes bi morala biti proračunska seja, je premaknjena na nedeljo in to je tudi razlog, da sem danes lahko tukaj. Pa lahko ocenite, za kakšen rez bo šlo in kaj bo to pomenilo za slovensko filmsko, če lahko rečemo, industrijo? Trenutno so predvideni kar precejšnji rezi, vendar upam, da se bo dalo kaj dogovoriti, da do tega ne bo prišlo. Kateri so vaši najljubši filmi letošnjega festivala? Jaz bi kar rekla, da bi bila zelo vesela, če bi si jih lahko ogledala vse, tudi žal mi je, da včeraj nisem mogla priti, da bi si ogledala tudi film od pevca. Vendar bomo videli, kako bo. To se pravi, kot ministrica za kulturo se ne smem odločati za enega ali drugega, moram to pač prepustiti strokovnim žirijam in verjamem, da bodo oni izbrali tisto, kar bo najboljše. Pa si boste tekom leta uspeli ogledati? V bistvu je tako, da si moram sama poskušam biti na čim več prireditvah, torej ko gre in za filme in za koncerte in za balet imam zelo rada, razne, torej tudi opero, gledališče, ostale tudi ljubiteljsko kulturo. V različnih galerijah sem in poleg ostalega dela mi praktično ne ostane nič drugega. Torej lahko rečem, da sem ves čas in na kulturnih prireditvah, ostali del moram pa posvetiti pa delu, ki je zelo resno in si ne morem toliko privoščiti, kolikor bi si želela. Pa še zadnje vprašanje, vaš najljubši slovenski in tuji film? Ja, za tuji film se ne bi ravno odločala, kater bi bil. Imam pa zelo rada filme Vinka Möderndoorferja, ker so tako socialno občutljivi. Hvala tudi vam. Dober intervju. Aljaž, čestitam, mislim, da si na dobri poti, da postaneš nov Siniša Gačič. Hvala ministrici in upajmo, da bo slovenski film vendarle doživel svojo Vesno. Ob 19.30 in 22. sta potekali dve projekciji kratkih in celovečernih koprodukcijskih filmov.
težko pričakovani del celovečercev in kratkih filmov so se tokrat predstavili 3 filmi. Od režiserjev Petra Cerovška, Daliborja Mataniča, Zvonimirja Juriča prihajajo filmi The Runner, Zenit in Kosec. Zgodba o tekaču Jugoslavije, zgodba o 3 ljubeznih v različnih časih, zgodba o osamljenosti. Vse to in še več na Festivalu slovenskega filma. Ne trebaš se bojati. To je bilo davno. Hrvaški filmski ustvarjalec, znan predvsem po filmih Crnci in Žuti mesec, se bo na 18. festivalu slovenskega filma predstavil s svojim novim projektom Kozac. Z njim je sodeloval tudi na nekaterih drugih mednarodno uveljavljenih filmskih festivalih, ogledali pa smo si ga lahko tudi v slovenskih kinih. To je Zvonimir Jurič. Pozdravljeni gledalci in gledalke, ponovno v imenu podcasta Filmflow. Tokrat sva z vami Maja in danes se mi je pridružila tudi 4. članica Maja Peharc. Zdrav, Maja. Hello. Pozdravljena. Danes bomo imeli kratek intervju z avtorjem filma Kosec, Zvonimirjem Juričem. Pozdravljeni. Čau. Kako so prvi odzivi na vaš film? Kako se vam zdi? Pa tu u Portorožu još vidit ćemo sutra. Sutra imamo takozvani Q&A, pa ćemo vidjeti šta ljudi kažu. Mislim, ja uvijek, ja kad predstavljam film, ja nemam potrebu ga reklamirat, nego me stvarno zanima, čak zanimljivija su mi mišljenja ako se nekom nije dopao film, nego ako ti je film dobar. Mislim da to produktivnije bude ako ti neko kaže da mu film nije dobar jer mu nešto nije dobro, onda bolja je rasprava. Tako da ne znam još koji je feedback tu u Portorožu, saznaćemo sutra ujutro. Bom na hitro prevedla, pa Zvonimir pravi, da je morda še bolje, če komu film ni všeč, da je mogoče za njegovo delo bolj produktivno, da mu nekdo pove, kaj je narobe oziroma kaj mu ni bilo všeč. Je pa v Portorožu očitno zelo dobro vzdušje. V filmu vi ste tudi ko-scenarist. Odkud vam ideja za ovaj film? Pa znaš što, ja nemam nekog... Kada smišljam filmove, trudim se da je nekakva prva faza da ne polazim racionalno, nego da to kao dođe u drugoj fazi, taj neki racio. A prva faza je naprosto nešto što mene intuitivno nosi, zanima, imaš neku, ne možeš si do kraja artikulirati, rastumatiti šta to tebe zanima. A ja sam htio da se, to što ta prva faza je zapravo bilo da snimam po noći i da se događa u mom rodnom kraju, to je Slavonija, dakle tamo blizu na granici sa Srbijom. I naprosto sam tamo htio nekako staviti nekakvu priču koja je malo ima elemenata nekog horora, neke drame, da je malo melankolično, da je možda toplo. I onda sam, kao šta bi to, sad ta druga faza je došla, kao šta bi to moglo biti, I onda sam shvatio, mislim, kako je u Hrvatskoj bio rat, mislim, na području čitave bivše Jugoslavije, zadnjih prije 25 godina, da ta jedna figura vojnog veterana, ratnog veterana, da mi je zanimljiva da probam oko figure ratnog veterana splesti priču koji ima mračnu prošlost i tako, otprilike nekako tako sam došao. Htio sam nešto možda reći u tom kraju odakle sam ja, ali preko te figure vojnog veterana, kako ćeš prevoditi, bit ću kratak. Meni najbolji film koji je ikad napravljen sa figurom vojnog veterana je Taksist od Martina Scorsesea, gdje je Robert De Niro igra vijetnamskog veterana i čovjek boluje od ovog post-traumatic war syndrome, PTSP. Tako da, eto, bilo mi je zanimljivo se baviti vojnim veteranima na 25 godina poslije.
A boš ti, a bom jaz? Lahko. Lahko jaz začnem, da je Zvonimir povedal, da je njegov pristop najprej zelo intuitiven, da nima neke take racionalne ideje, kaj se dogaja, da to pride šele v drugem planu, da sta mu bile pomembno to, da snema po noči in pa da snema v svojem rodnem kraju blizu meje s Srbijo v Slavoniji. Potem boš pa ti naprej prevajala. Ja, pravi tudi, da je prve stvari, ki so mu prišle v glavo, je, da hoče posneti horror film, oziroma neko horror melanholično dramo. Predvsem pa je hotel imeti noter tudi vojnega veterana in pravi tudi, da mogoče na nek način je bil nek vtis oziroma impresija iz Taxi Driver od Martina Scorseseja. V filmu smo priča suspenzu skozi cel film. Kako vam je to uspelo? Pa gledaj, ja ne znam li mi je uspjelo, možda mi nije uspjelo. Znaš, nema tu nekakve sad velike... Nemam ti ništa duboko za reći u vezi toga. Naprosto mi se činilo zanimljivo da taj vojni veteran koji je živi, ima krimen silovanja od prije 20 godina, živi sam, usamljeni je vuk, Lonely Wolf, i da sretne jednu ženu, dakle, tokom te jedne noći i da mu se ona dopadne jer je shvatio da ona je saznala da je on mislim, da je rapist, ali da mu je na jednu foru, na jedan način dala šansu, ljudsku. I da ona mu se zbog toga dopala. I sad se meni činilo zanimljivim možda igrati sa gledateljevim expectations, očekivanjima šta će se dogoditi. Mislim, meni je bila ideja da on samo želi da bude s njom, naprosto da joj skuha čaj, da malo pričaju, nešto što on već dugo nije ili je Lonely Wolf. Ali sam se malo htio igrati sa očekivanjima, expectations from the audience. Tako da, to mi je nekakva bila misao vodilja sad, kažem ti, teško je govoriti, ili sam uspio ili nisam uspio. Ja to ne mogu znati. Ja, Maja ga je vprašala o suspenzu v filmu in nažalost pravi, da ni nekega globokega odgovora oziroma ne take, kako mu je točno ratalo to, da se je bolj osredotočil na ta glavni lik, na tega vojnega veterana, ki je Lonely Wolf, ima na grbi, ne vem, če spojlamo tukaj na oddaji, ima na grbi eno kriminalno dejanje iz preteklosti, sreča to neko žensko, ki mu je všeč in tudi ona mu nekako daje na tako drugo priložnost in kaj se pa tukaj zgodi. A mu je uspelo ali pa ne, on ne ve, boste mogoče vi mu povedali, ko boste šli gledati film. Pravi tudi, da se je v bistvu igral z pričakovanji občinstva. Jaz mislim, da vam je uspelo. Mislim, mi smo bili na trnih cel čas. Moje pitanje je v koprodukciji. Film je bil posnet v koprodukciji s SFC-em v Sloveniji. Kako je bilo? Pa mi smo radili, dakle, aj prvo ovak da kažem jednostavno. Meni je, ovo sad zvučat će glupo, ali šta da radim, meni je suradnja sa Slovencima bila super. Zvuči kao da vam se ulizujem, ali stvarno je bila super. Ne znam, od producentice Eve Rorman, Forum filma, ja sam se zaljubio u Evu, Eva je divna. Volim osobe koje imaju stav, bilo kakav stav u životu, a Eva ga Boga mi ima i to cijenim. A i ovo što smo radili, obradu tona i slike isto u Ljubljani, sam oduševljen. Mi toga u Hrvatskoj, ja mislim da nemamo tako dobro. I stvarno mi je bilo divno za raditi, tako da, znaš, mogu vam stvarno reći ono što je vrlo jednostavno, meni je bilo super. Koprodukcija s Slovenijo je bila super. Basically, ne? A boš ti malo povedala? Ja, ne, jaz bi samo še to poudarila, da očitno, da tonski mojster je v Sloveniji, da imamo ene izmed najboljših, tako da očitno je koprodukcija med Slovenijo in Hrvaško super in plodna. Ja. Fajn. V redu, to je to, kar imamo časa na voljo. Hvala, Zvonimir. Hvala. Mi pa se vidimo naslednjič. Hvala. Ja. Maja, hvala.
Danes bo torej potekala zaključna slovesnost. Tudi to bomo prenašali študentje AGRFT na akademski televiziji. Bodite z nami v večernih urah. Ob 21. se bomo po prenosu zaključne prireditve pripravili tudi preglednik podeljenih vesen v živo. Zdaj pa ne zamudite še pogovorov z avtorji, ki na AKTV sledijo že čez nekaj minut. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.